Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice, drugi v letošnjem letu. Danes je pa z menoj Boštjan M. Turk. Lep pozdrav. Naš stalni komentator, pa tokrat sva se pač sama, ne? Sama pa se tega, ker se bo pogovarjala o tvoji najnovejši knjigi Zamolčana stran. Zamolčana stran. Aha, zdaj boš pokazal naslovnico, ja. To je knjiga, moja najnovejša knjiga Zamolčana stran. Zdaj, Boštjan, to je tvoja tretja knjiga iz tega žanra, ne? Najprej je bila Vojna za mir, pardon. Ja, Vojna za mir, ja. To je zdaj tretja knjiga v zadnjih letih. Ja, predvsej sem jih že kar nekaj napisal, ja. In zdaj, ja, saj sem rekel, iz tega žanra, ne? Iz tega žanra, ja. Pa bi zelo bi te zdaj vprašal v bistvu, kaj je to za en žanr? O čem, mislim, kaj je žanr, ki mu zdaj slediš v teh knjigah? Kako bi ga pripovedoval? Jaz grem vedno poiskati, kje je problem, kje je neka stvar, o kateri se ne govori, pa je toliko pomembna, toliko velika, da zadeva vso skupnosti. To je prvi kriterij. In potem to ugotovimo. Ne? In zato tudi recimo Vojna za mir, ki si jo ti predstavil, zdaj bo 3 leta, ne, je doživela čudovito usodo. Mislim, da zdaj je že v 5 jezikih išla, zdaj izhaja v Parizu, v francoščini, pa imam še, bi rekel, prevajajo, letos bo šla še v poljščini, potem v češčini, grščini in za italijansko je zdaj. Se pravi, utegne, se pravi, da je to potem vidim, da je zanimivo za tako rekoč cel svet. Potem pa Jetniki svobode in Zamolčana stran pa govorijo samo o Sloveniji. In s tem, da Zamolčana stran govori pač o tistem, kar je največja, bi rekel, največje breme Slovencev in slovenstva. In to je pa pač tako imenovani socializmi. Ampak no, vse do tega, se pridemo, vsem bi rad, zdaj Boštjan, da mi malo poveš to. Zdaj, to niso romani, ne? To niso romani, to so v bistvu žanrsko, so to publicistične, bi rekel tako, da so odprte za vse ljudi. Zadnja knjiga je bila po računih prodana tam v 1400 izvodih, se pravi zajema en zelo širok del publike, se pravi, da je knjiga odprta, malo je humorno pisana, malo se hecam, zato ker se sicer tudi zelo rad hecam, ker življenje je enkrat dar in je zelo lepo in je čudovito, in to se more čutiti not v knjigi. To je v bistvu žanrsko, je to neke vrste znanstvena publicistika. Znanstvena publicistika. Zelo tak poseben žanr. Se pravi, knjiga ima uradno status znanstvene monografije. Imam 6 recenzentov, vsaka knjiga. Vsaka od teh treh. Vsaka ima recenzente, vsaka je strogo recenzirana. Recimo, recenzent te knjige je Damir Borac, ki je kajkavac. On je bil 2-kratni rektor Zagrebške univerze, 2014-2022. Eden najbolj brihtnih Hrvatov, ampak ker je kajkavac, ker je do 7 leta govoril slovensko in tako, je to knjigo lahko bral v originalu, in je bil na dno navdušen, je rekel, da je to nekaj neverjetnega, da je to, mislim, se pravi, ne bom sam superlative govoril, ampak to je znanstvena monografija, v bistvu se pravi, da obdeluje nek problem konkretno tukaj je Slovenci kot žrtve internacionalnega in nacionalnega socializma, tudi danes, potem ta problem raztegnem, ampak to pišem v takem poljubnem slogu, v kakršnem recimo pišem tudi članke pri tebi, zdaj je 5 let, odkar pišem za tvoj portal redno, tako da je to odprto, da to ni znanstvena, strogo znanstvena knjiga, ampak da diha, da je odprta, da jo ljudje lahko berejo. In da so problemi, ki ljudi zadevajo. To je bistveno. Daj pa še to pojasniti, ker to verjetno ne marsikdo, pa zelo redko kdo to ve. Kaj to pomeni, da ima licenco, da je znanstvena knjiga? Znanstvena monografija, to pomeni to, da pač mora ustrezati, se pravi, da mora imeti aparat, se pravi, mora imeti opombe, se pravi, mora imeti eno tematiko, na katero je napisana, se pravi, eno snov, na katero je napisana, in da mora imeti opombe in da mora imeti potem povzetek v tujem jeziku, bibliografijo in tako. To je to. Recimo, to je znanstvena monografija. Se pravi, ne moreš recimo... In to da seveda knjigi potem neko določeno težo, da to, kar je napisano, so v bistvu neka dejstva in podobno. To je v bistvu v družboslovju to najvišji rang objave. To ti prinese tudi največ teh točk. Jaz tega ne delam zaradi točk, ampak delam pa, da je znanstvena monografija zato, da je to pač neko resno delo. In recenzente potrebujem za to. Recimo 6 recenzentov, od tega 5 od njih je rednih članov Evropske akademije znanosti in umetnosti. Iz vseh področij, iz vseh razredov.
Tako da, ker knjiga se dotika mnogo tema, zato da se vsakdo lahko noter najde. Ne, to je pa pač pečat. Jaz sem dekan prvega razreda Evropske akademije znanosti in umetnosti, sem po svoji formaciji v bistvu znanstvenik in to mora biti, samo to ni zaprta knjiga, ampak je odprta. Vse so, tudi prva, recimo Vojna za mir. Kaj to pomeni zaprta? Odprta, da jo lahko bere vsak. To ni strogo, recimo, tragedija teh običajnih znanstvenih knjig je, da so dolgočasne, kako si gotoviš. Da jih prebere 40 ljudi, če jih prebere. Zato, ker so dolgočasne, ker so komplicirano napisane, ker uporabljajo izrazje, ki ga ljudje ne poznajo, teme, ki ljudi ne zanimajo. Jaz uporabljam izrazje, ki ga vsi poznajo in teme, ki jih absolutno vse zanimajo, ker zadevajo našo Ampak zdaj v tej zadnji knjigi, za močan sam, greš pa veliko v zgodovino, ne? Na nek način je to tudi potem, koliko sem pač videl jaz, vsebine je neke vrste tudi zgodovinsko delo, ne? Si postal zdaj, malenko zgodovinar? Pa ne, jaz sem zgodovinar, jaz sem v bistvu literarni zgodovinar, to sem na filozofski fakulteti, moj poklic je, da sem literarni zgodovinar, in literarna zgodovina je pač tisto, zdaj pa to je pa zgodovina, tudi neke literature, tako da naredim to bolj zanimivo, ampak zgodovina, zato ker kaj je zgodovina, je temelj, na katerem vse sloni. Mi smo določeni po tem, kar je bilo v 20. stoletju, kad se to imenuje, določeni smo po najboljši odločitvi recimo slovenskega naroda na plebiscitu za osamosvojitev in to, naše življenje je bistveno drugačno, odkar smo v samostojni Sloveniji in recimo tudi o tem zelo govorim, pobijam ta mit o Jugoslaviji, kako bi bilo fino, kot to se zdaj govori, zadnjič srečam eno znanko, ki jo sicer cenim, iz ministra za zunanje zadeve, sicer eno redke, ki jo tam cenim, ki jo poznam dolg časa, in ona meni začne razlagati, da bi morali ostati v Jugoslaviji. Jaz pravim, pa čakaj poslušaj, uradnica našega zunanjega ministrstva. Da bi morali ostati v Jugoslaviji, da je bil razpad Jugoslavije največji problem. In sem rekel, pa poslušaj, pa te nehaš, ker brez veze. Potem pa greš domov, pa malo usnuješ, teze, in potem recimo noter v knjigi imate poglavje, kaj bi bilo, če bi ostali v Jugoslaviji. Kaj bi bilo Slovenijo, če bi ostali v Jugoslaviji. Tega ne boste nikjer slišali na nobeni televiziji, razen pri tebi, oziroma pri teh alternativnih medijih. Uradno te resnice ni. Uradno je resnica, Jugoslavija je bila super, Tito je bil super, Tito je bil katastrofa, pa ne samo to, Tito ni bil Tito. Tito ni bil Josip Broz. To imam noter v knjigi. Noter razčlenujem natančno vse prevare. To je pa moj žanr. Recimo, če nekoga, ki govori nekaj, kar začutim, da je to blef, pa ti sam tega ne ve, ti grem najlažji napast pa razčleniti. Recimo, levica je noter moja, kaj bi jaz brez levice? Ker oni so pa top primer tega, da govorijo nekaj, mislijo drugo, delajo pa tretje. Dobro, se Pedro greva v knjigi, zdaj, ker si že prišel v levico, sem hotel izkoristiti to tvojo komentatorsko prisotnost danes tukaj v Uri resnice. Matej Tašner-Vatovec je prestopil, očitno iz stranke. Na dan svetih treh kraljev. Na dan svetih treh kraljev, krščanski praznik. Glede na to, kar si pisal zadnjič pa meni, je partija poskušala nadomestiti cerkev, ampak hoče reči, kaj meniš o tem prestopu? Predvsem ga ne razumem, z stališča racionalnega razuma ga ne razumem, zato ker to je to je signal največjega možnega kaosa. To seveda je signal, da kad se reče ladja potaplja in potem določene živali pač bežijo. To je to. To je prvo, kar je to signal v prostoru. V politiki je pa samo nekaj pomembno, to je signal, ki ga da politik v prostoru. Tako je Golob prišel na oblast, je rekel svoboda, čeprav to je bil lažni signal. Mi živimo veliko slabše, ampak to je zdaj signal, da levica razpada. Da imate Kordiša in zdaj, kad slišim, si je šel že, torej neuradno, pa malo se hecam, v redu se mi boste odpustili, Luka Mesec nabaviti potni list za SD, ker on bi bolj sodil v SD, kot pa tale Vatovec. To seveda, mislim, jaz ne vem, kako da se oni tega med sabo ne morejo dogovoriti, se tle gre za skupno usodo. Pa še neki Vatovec bo zdaj, on seveda računa, da bo izvoljen, on bo vzel poslanski mandat nekomu od SD-ja, pa že tam je poslanskih mandatov izredno malo. V tem smislu bi ga lahko sprejeli v SDS, če sem sam tako, hočem reči, zaradi poslanskih mandatov, ker jaz komuniciram, da tam poslanskih mandatov zelo, zelo veliko. Vse, kar se dogaja, je seveda povezano s to volilno matematiko zagotovo. On bo vzel en poslanski mandat. Če bo šel v volilne noto Postojna, ki je bil doslej, potem bo recimo napadal poslanski mandat Meire Hot,
ki je podpredsednica SD in To vodja bo poslanske seveda skupine vodil v SD. nujen konflikt, zato tega racionalno ne razumem, ker sem politični analitik. To bo vodil v nujni konflikt v SD-ju, sigurno. V SD-ju ga ni nihče vesel. Nihče menda tega ni vedel, jaz Matjaža Hana. Zato pa ni vedel samo Hana, ne, ker je točno vedel, kaj bo, ne, ko bo on prišel z idejo, da bo Vatovec pri nas kandidiral, ne, ker bo točno to, kar sem rekel, en mandat naš, ki smo že tako na tesnem z njimi, ne, nismo SDS, ki bi rekel, jih bo imela v obilju, ne, bo zdaj nam šel, zaradi tega, ki je prišel sem, drugo pa še hujš pa za Levico. Ne. Za Levico je pa to seveda javen znak, da je stranka na koncu. Kordiš, ki ves čas, ampak to gre vse na mojo knjigo. Očitno jim ankete ne kažejo tako dobro, ne, ko jih predstavljajo. Pa jaz sem rekel, ne, jaz takoj, ko sem videl, da je Kučan ponoril, ker se Prebilič ni hotel združiti z SD-jem, ni bilo to, ali je Kučan ponoril ali ne, ampak očitno je Kučan vedel, da ankete SD-ju kažejo tako slabo, da se morata združiti, se pravi Prebilič in SD, da SD ostane v parlamentu, ne, ker to je pa katastrofa za Kučana. Ne. To je pa nekdanja partija, ne, to je pa en kupenih ljudi, en kupenih odborov, en kupenih, če hočete, enih usod, ki morajo pač imeti neko eksistenco parlamentarno, kako bo ti ljudje drugače preživijo, ne. Se to je tudi proračun in tako gor in tako dole, ne. Ampak tam sem jaz videl, pač, da SD je na slabem, ne. Zdaj pa Levica je pa že tako ali tako na slabem, ne, iz razlogov, o katerih seveda pišem v moji knjigi. Vatovec je pristopil na zelo pomenljiv dan, ne, na dan svetih treh kraljev. Ne. In kaj to, kako to človek razume, nič drugače, sveti trije kralji so bili tisti, ki so prišli prikloniti Jezusu oziroma odrešeniku. Ne. In jaz to razumem čisto tako, da se je prišel prikloniti novemu odrešeniku, ki ga bo seveda zdaj pripeljal v parlament in ga odrešil, kar se njegove službe tiče. Ne. Oni so vedno strukturirali, ne, to imam v knjigi, ta partija oziroma ta socializem, internacionalni socializem, kot ga imenujem, po internacionali, ki je čist enak kot nacionalni socializem, to pa so fašizmi in nacizmi, ne, je bila kopija katoliške cerkve, kopija tega, ne, in seveda Vatovec je tukaj naredil, izbral zelo simboličen dan, da se je prišel prikloniti novemu odrešeniku, ne, tako da recimo vsi slovenski te revolucionari pišem v knjigi, ko govorimo o 4 jezicih ljubljanske apokalipse, ne, Kidriču, Kardelju, Mačku, pa Zdenki Kidrič, se pravi kot Kidričevi ženi, ampak 3, ne, pa Edvardu Kocbeku, ne, se pravi Kardelj je bil Krištof, ne, tudi na gromnici narodnih, Edvard Kardelj Krištof, partizansko ime, zakaj Krištof? Ker sveti Krištof je nosil Jezusa čez brzice, Kardelj je pa nosil kot ideolog, ne, revolucijo čez brzice zgodovine in tudi čez brzice krvi. Boris Kidrič je bil Peter. Zakaj Peter? Ker Peter je ustanovil cerkev, prvi apostol, ki je postavil cerkev, in Kidrič je postavil tako imenovano Osvobodilno fronto, postavil partijo, postavil novo cerkev. Ne. Edvard Kocbek je bil Pavel. Zakaj Pavel? Celo, ker so ga pokopali v smrtnici, piše tovariš Edvard Kocbek Pavela. Ne. Zakaj Pavel? Ker je bil konvertit, ker Pavel se je spreobrnil, iz Žida je postal kristjan. Ne, in Ivan Maček je bil pa Matija. Zakaj Matija? Zato, ker Matija je bil zelo priden, tak marljiv, deloven in sistematičen apostol, tako, ne. Maček je bil pa vse to v perverziji, z njim so povezani pač povojni poboji, ne. On je bil en od organizatorjev. Tako da to je. A hočeš reči, da so ti vzdevki namerni? Seveda, namerni. Premišljeni, namerni, zato ker partija Mislim, v tem smislu, ki ti zdaj tukaj pojasnjuješ. Zato ker partija je želela pač, kot recimo en zelo jasen primer, Satan je najlepši in Satan človeka zapelje, zavaja in tako naprej. In tle je bila ista finta. Ne. Partija je želela ljudi prepričati, da so oni zdaj nova cerkev. Je pa sej kult svetnikov. Ne. Kult svetnikov je pač katoliška cerkev oziroma krščanska cerkev, pravoslavna in katoliška, ima svetnike, ki so vsi mučenci. V prvih stoletjih večina svetnikov je mučencev. In isto narodni heroji, grobnica narodnih herojev. Narodni heroj ni mogel biti živ. Ampak načeloma so to partizanska imena, ne? Partizanski vzdevki. Ne? Ja, Kristus, Jezus, Peter, Pavel, Krištof,
Seveda so to partizanski, ampak to izhaja iz Matija, ne, to izhaja iz Svetega pisma, seveda so to partizanska, sej midva sva Bojan pa Boštjan, po mojem, tudi, to so svetniško ime, nekaj, sej sem Sebastijanus, ti pa po mojem tudi nekaj podobnega, ne, saj imena so v bistvu svetniška, ampak da ti izbereš za drugo ime, ne, ker starši so Borisa Kidriča so imenovali Borisa, ne, tako so mu dali ime, on si je pa sam to ime izbral, ne. In vsaj v slovenskem prostoru, ki je še danes izredno katoliški, ne, smo videli, mislim, katoliška cerkev je v slovenskem prostoru močna, ne, kot v Hrvaškem še vedno, ne, in je veliko močnejša, kot je recimo v zahodni Evropi, ne. To šteje, takrat pa sploh. Takrat je bilo 93%, v zadnjem štetju je bilo 97%, imamo v knjigi nota, 97% je bilo Slovencev, je bilo katoličanov. Ampak si zanj si napisal, ne, v tej kolumni, ne, da je Kučan v tej reklamni akciji za referendum o eutanaziji, ne, da je pač v tej vključ, ne, pred kamero, potem, ko je imel ti svoj spot, ne, in da je s tem simuliral molitev z rožnim vencem. Ampak jaz sem prej razmišljal, predno si pač ti to pojasnil na tvoj način, ne, sem res razmišljal, zakaj je imel on tisti ključ. Ker zagotovo ni bil nervozen Kučan, ko je bil pred kamero, ne, po vseh teh letih nastopanja javnega. Ne, on bi bil nervozen, če ne bi bil pred kamero. No, sej, ja, recimo, teden ne bil pred kamero, postali nervozen. To je res nenavadno, ne, da je imel ključ. Ne, nenavadno, to je to. Ampak svojim hoče biti potem on je povedal popoln nesmisel, ne, da se zavzema za evtanazijo, zato ker ne bi želel, da bi imel nekdo pravico, da odloči o smrti in življenju nekega posameznika, kar je nesmisel, kar je ravno obratno, ne. Ampak to je to, kar je, on je potem pa vrtel, ne, ključe, je pa vrtel, kot se žebra rožni venec. Se pravi, grudice oziroma kronice rožnega venca se obrača in se moli. In je to temeljni, in je to dvignil roke tako, ne, to imate na internetu. In to sporočilo je bilo, glej me, katoliški volilec, jaz sem tvoj, glasuj pa za zakon. Glej me, katoliški volilec, jaz sem tvoj, glasuj pa za zakon. To je bilo sporočilo. To je bilo sporočilo. To so ves čas so tako delali. Ne? Oni so ves čas tako delali in to je ta temeljna mimikrija. Boštjan, prej, da smo šli v studio, sem prebral prvo pač izjavo ali pa mnenje, ne, Nataše Sukič, ne, o prestopu kolega Vatovca v SD. Pravi, da ne more verjeti, dokler tega ne vidi črno na belem, da je šokirana. To nekaj drugega pove, ne. To pove predvsem, kakšni so, da so odnosi v zdaj, mogoče bo že v času, ko vam je pač posnela to dajo, svoje stališče spremenila, ampak zdaj je pač tako povedala, ne. To govori predvsem o nečema, ne. Kakšni so odnosi v levici, ne. Ti ljudje, ki se delajo dobri, ki se delajo lepi, ki se delajo ne vem kakšni, ne, so med seboj skregani, absolutno, si ne zaupajo, absolutno, se grizejo, absolutno. Pa poglejte, v 5 letih ali nekaj tazga so zdaj odpadli vsi glavni revolucionarji, kot v Stalinovem, ki pišem noter v knjigi v politbiroju Stalinovem. Od Leninovega politbiroja je v 10 letih je ostal samo Stalin. Vsi ostali so odpadli, so bili likvidirani. Dobar. No, zdaj so preživeli vsi. No, ne moramo več likvidirati ljudi, ampak takrat je bila politična likvidacija sinonimna, bi rekel, življenjski likvidaciji. Vzeli so ti, bi rekel, čast partije in vzeli so ti življenje. To je tako takrat bilo, danes to ni več. Ampak princip je pa popolnoma isti. Oni so se zdaj do konca očistili. Zdaj samo čakam, kdaj bo Luka Hanžek je šel, ne? Trček je šel, Violeta Tomić je šla, Miha Kordiš je šel, zdaj gre Vatovec. Zdaj samo še vprašanje, kdaj bo Luka Mesec za potni list zaprosil za SD, ker če kdo sodi v SD, pa sodi Luka Meseca. To je teoretično možno, da gre v Svobodo, ne? Hočem reči, ne, predvsem, da Sukičeva ne ve, kaj se dogaja, oziroma da pravi, da je zaprepadena, ne, kaže predvsem na to, kakšen je odnos v tej stranki. To je približno tako, kot da bi ti na temo moje knjige danes organiziral ta pogovor, potem bi pa od mene zdaj le zvedel, da jaz nisem knjige napisal. To je tako. Sam to ne bi imel nobenih usodnih posledic, mislim, bi jih imeli zame pa za vdajo, recimo, ampak to pa seveda ima pa usodne posledice. Kako to je tako, da bi kirurg, 5 konzili kirurgov, ki operirajo težko operacijo, pa bi en od kirurgov ne povedal, da ima ne vem ali karkoli. Ja, Tašner se menda ne oglaša na telefonske klice, oziroma vse doslej se ni oglašal na telefonske klice svojih strankarskih kolegic in kolegov, ne? To je neverjetno. To kaže samo na to, da je vse to blef, tako kot pravim, da vse to, kar oni z tem, predvsem pa Asta Vrečko, z leporečjem te sladkorne pene zalivajo, da je vse to blef.
Vse to blef. Jaz sem bil v Mariboru na Traviati, se pravi v 5 popoldne na Silvestra, je bila čudovita predstava in sem tam videl Asto Vrečko, vprašam, kaj pa ona dela, ja, veste, ona se prije pa pokazati, ker so volitve blizu. Sem rekel, res, tako, sem si mislil svoje, potem me srečam, in ona me pogleda in sem pustil tak pogled, že nisem pozdravil zato, ker pač sam ocenim, kdo pri meni zasluži toliko, da ga pozdravim, kdo ga ne, ampak to je, kaj pa dela tam, ja, se je prišla pokazati, ker so volitve, halo, se prideš pokazati, ker so volitve. Je pa lepo, da prideš na Traviato, no? Na Silvestrovo. A imaš še bolj malo, kako imajo bojo? Ne, žena so bila krmava, jaz sem v bistvu pol Štajerc, zdaj je postal moja žena Štajerka, moji otroci so pol Štajerci in se Štajerci zelo dobro razumem, tako da, tako smo zbrali. Tako da, ja, ampak ona je bila tam, da se je prišla sprašati, kaj pa dela, ja, se prije prišla. Dobro, Ministrstvo za kulturo je, prišla. Dobro, ja, ampak niso mi rekli, bila je ministrica za kulturo in je tam, ampak so mi rekli, da se je prišla, pa se oddaja celo to, da se zelo velika zdaj prije pokazati. No, se to se lahko preveri, koliko je bila. Hočem reči, ampak to pove samo, kakšen je bil ta odnos in ta odnos med temi ljudmi, partija je bila vedno taka, da je med sabo brutalno obračunavala. Zato, ker so se tolkli za pravovernost. Tako kot v krščanstvu je pravovernost bistvena, to so pobrali od kristjanov, od pravoslavnih, od katolikov, od protestantov, so pobrali pravovernost. In zdaj Kordiš dokazuje, da je najbolj pravoveren, ne vem, kako bo Vatovec, ima sigurno neko zgodbo, da bo utemeljil, da je iz razlogov prave vere moral jeti sem. Tomičevo so vrgli ven, ker ni bila dovolj pravoverna in tako naprej. To je ista zgodba, kot je bila v Jugoslaviji, imam noter, kot je bila v Jugoslaviji ves čas, so se najprej Tito prišel na oblast, je pobijal druge, potem so se pobijali med sabo, najprej z Informbiro Stalin, potem so pobijali pa zapirali Džilovsovce, potem so pobijali pa zapirali Rankovičevce, potem niso več pobijali, so samo še zapirali, bi rekel, oziroma odstavljali s funkcij, se pravi prolečare oziroma to slovensko liberalizem in potem je prišel Milošević, ki je pa spet pobijal Stamboliča, je dal zazidati v zid, ampak potem je Jugoslavija razpadla in komunizem propadel, zato tega ne vidimo več, imamo pa to v slovenskem parlamentu oziroma v stranki Levica. Recimo SD, jaz jo imam noter, imam zelo globoko analizo, ker ločujem socializme od socialdemokracije, natančno analizo SD-ja, SD je ohranila vso zvestobo revoluciji, ni pa ohranila tega partijskega refleksa, ki ga pa ima Levica, da se čisti, ker SD se vsaj iz pravoverstva in teh razlogov se niso čistili. Drugače so pa oni tipična socialistična stranka, ne socialdemokratska. Oni so pa itak, Kordiš in ostali pa itak sebe oziroma Luka Mesec promovirajo za socializem za 21. stoletje. Kar pa lepo vidimo, to v knjigi tega nisem mogel prej šla, ampak potrjuje se da mojo temeljno tezo, da vse blefa, z Maduro. Prav to, da kar se zdaj zgodilo, Madura, veliki socialist, ampak v Ameriki bo ne bojo sodili zaradi socializma, Amerika je absolutna pravna država, ampak bojo sodili zaradi droge in zaradi terorizma. Ampak on je bil pa veliki socialistični ideal vseh naših. To je samo, socializem je samo pretveza, internacionalni, nacionalni socializem, zato, da ti imaš oblast. Samo to je zanimivo. Zdaj, Boštjan, v tej knjigi praviš takole, Zamolčana stran, dvopiče, Slovenci v precepu socializmu, pričevanja o okrnjenem spominu. Se pravi, smisel tvoje knjige je, da, kako bi rekel, da narediš neko refleksijo okrnjenega spomina ali kako? Ja, se pravi, da predstavim stvari, ki se jih ne ve, ne ve se tega, recimo... Ampak ne ve se, čeprav obstajajo o tem kakšni uradni dokumenti, pričevanja in tako dalje. Ja. Se pravi, ti v bistvu zdaj si s to knjigo napisal neke vrste, kako bi rekel, alternativno zgodovino, kako Slovencov v 20. stoletju. Tako. Sem jaz to pravilno razumel? Tako. Alternativno žal, ker smo bili pač... To je izjemen projekt, ne? Ja, seveda, pa se pravim, sej tudi moje knjige je izredno povpraševanje po njih, zato iz temeljnega problema, ker tega nihče ne dela, ker si tega nihče ne upa delati. Upa? Ja, Bojan, ne upa. Jaz sebe nimam, jaz pri sebi, če kaj cenim zvestobo idej in cenim to,
da si upam, čeprav pri tej knjigi, moram pa nekaj povedati, ne, tu je pa toliko enih stvari zbranih, jaz sem se navadil tudi poslušati tega. Ja, gospod Požara, vi se nič ne bojite, da bi se vam kaj zgodil. Ja, gospod Turka, se vi nič ne bojite, da bi se vam kaj zgodil. Odkar je šla prva številka Reporterja 2.8, takrat je bil Reporter popolnoma drugačen, sem to poslušal skozi, poslušal v teh vižah, v unih vižah, v 5 vižah. Najbolj boleče tega je bilo to, da so meni to govorili ljudje, ki so bili do mene absolutno dobronamerni. Pa sem si vedno rekel, bi se mi že kaj zgodil, pa se mi ne. Pa tudi zdaj 5 let, odkar si me ti povabil, ker sem zelo hvaležen v pisanje, pa se mi neč. Zdaj pa prvič sem se pa začel spraševati, kaj pa, če se bo pa, zdaj pa pred volitvami smo, kaj pa, če se bo zdaj kaj zgodil. Ker noter v tej knjigi jaz demontiram v bistvu ta temeljni mit socializma, ki govorim o tem, da socializem, da so si nacisti in komunisti eni in isti, po principu, da je Hitler, imam tem vso dokument. Ti v bistvu govoriš o 2 socializmih, ne? Ja. Eden je internacionalni, to je internacionalni socializem, je po internacionali, ta svet, krivičnosti razdrimo in tako naprej, to je moskovski, sovjetski, internacionalni socializem. To je komunizem, kot praviš. To je komunizem. Ja. Potem je pa nacionalni socializem, ki pa poveličuje, ki je pa isti kot je internacionalni, s to razliko, da poveličuje en narod, ampak ga želi raztegniti čez pač vse meje, ali pa kolikor se da. In med nacionalni socializem... To je pa fašizem in nacizem. To je pa fašizem, nacizem in recimo Milošević. Notor imate primerjave, ki so frapantne med Miloševićem in med Mussolinijem. Ta dva sta bila, mislim, imate take frapantne podrobnosti, iz 2 različnih obdobij, ampak... Miloševićem in Mussolinijem. Ja, seveda, zato, ker oba sta išla iz internacionalnega socializma. Nihče ne ve, da je bil Mussolini v svojem začetku, on je bil leninist, on je bil urednik časopisa italijanske socialistične partije in je bil bolševik in je bil radikalen bolševik, se pravi internacionalen socialist. Trenutka, ko je nastala prva svetovna vojna in ko je pogruntal, da je pa treba zdaj poudariti nacionalen moment in je postal iz internacionalnega nacionalni socialist oziroma fašist. Slobodan Milošević je bil internacionalni socialist ves čas do aprila leta 1987, ko je bil na Kosovo polje, niko ne sme da vas bije. Ko so ga tam neki albanski miličniki tepli neke Srbe in Milošević to sliši in potem pravi, ja vam kažem, niko ne sme da vas bije. In to ja vam kažem, to odnese pol v Beograd in v enem tednu konvertira iz internacionalnega v nacionalni socializem. In isto tudi, Mussolini je imel... in to je ta frapantna podobnost, o kateri govorim. Pa ne sam ta, vse so. Prvič, Mussolini je imel idejo velike Italije. Velika Italija, Mediteran, in kjer je nek Italijan bil pokopan, nekaj padel, ali pa Rimljan, ali karkoli, tam je italijanska zemlja. Milošević, velika Srbija, kjer je nek Srb padel, tam je srbska zemlja. Kdo je Miloševića pripeljal na oblast? Kulturniki, akademija. Kdo je pripeljal Mussolinija na oblast? Kulturniki, Danuncijo, pohod na reko in to tako naprej. To je bilo abstraktno. Kdo je konkretno pripeljal Miloševića na oblast? Mitingaši, miting revolucije, dole foteljaši. Kdo je Mussolinija pripeljal na oblast? Skvadre, isto so počeli. Oni so metali jogurta revolucija, skvadre so metale pa olje oziroma so zastrupljale z nekim ricinusom oziroma to je pit zelo tako. To so čist in potem recimo vojaško. Milošević je izgubil vse vojne, ki se jih je lotil. Mussolini izgubil vse vojne, ki se jih je lotil. Zakaj? Zato, ker srbski vojaki niso bili motivirani za boj. Zakaj Mussolini? Ker italijanski vojaki niso bili motivirani za boj. In tako naprej. Mislim, to je pač prav frapantno izstopajoča. In Milošević je bil v bistvu nacionalni socialist, kar pa je fašist. Ja, seveda. Velika Srbija, Sarajevo bomo vse pobili, razbili in gor in dol. Zdaj, v Sloveniji se bolj ali manj, če pač preberemo medije, se pogovarjamo z ljudmi, se vsi strinjajo za tem, da je bil pač Mussolini fašist, to ni sporno, ampak za Miloševića pa ni takega mnenja. Nisem ravno kar povedal.
Tipološko analizo naredil, v čem seveda je bil, on najprej je bil internacionalni, fašist. To je treba govoriti tako, internacionalni socialist, potem je bil pa nacionalni socialist. Zakaj je nacionalni socialist? Zato, ker nemška Hitlerjeva stranka je bila nacionalno-socialistična delavska stranka. Die nacionalsocialistische Arbeiterpartei. Nacionalsocialistična. Tako kot Maduro. To je pač samo princip in to, kar je grozljivo, ko so Rudolfa Hessa, ki je bil direktor Auschwitza, postavili pred sodišče leta 1946, potem obesili, on se je branil s tem, da je prinesel natančne kopije Gulaga in povedal, da so delali uničevalna taborišča Nemci po sovjetskem vzoru. Tega recimo. In drugo, ko so Nemci zasedli leta 40 junija 40 Pariz. Kaj recimo to po tvoje dokazuje? To je uničevalno taborišče. To dokazuje, da so nacisti potrebovali, so imeli pakta z Hitler-Stalin. Vsa nesreča sveta se je začela zato, ker sta bila nacionalni in internacionalni socializem v paktu. Tudi slovenska, še danes traja. Ko so nacisti napadli Slovenijo oziroma Jugoslavijo, so komunisti slovenski rekli, da ni govora, ker so bili v paktu. Največja nesreča se je prav s tem začela. In tip uničevalnega taborišča, nacisti so kopirali uničevalno taborišče, Gulag je bil uničevalno taborišče. S tem, da nacisti so uničevali rasnega sovražnika, komunisti so pa razrednega sovražnika. Ampak to je bil tip uničevalnega taborišča. Namen taborišča je bil, da ljudi uniči. Ni bil namen taborišča prevzgoja ali pa samo, da daste mir ali karkoli. Grozljivo je to. Recimo, da imamo v knjigi tudi, ena parafa Stalinova, ki podpiše 6000 usmrtitev, ker so morali pač izpolnjevati kvote v letih velikega terorja. Ena sama parafa, 6000 usmrtitev, samo ena, v enem dnevu, pomeni več usmrtitev, kot jih je celoten caristični režim naredil v celotni zgodovini carjev. Samo ena Stalinova parafa. Zato je to in mene je bilo groza, ko sem videl na matični instituciji Maja viseti plakat Živel Stalin. To ni bilo od leta 1948, to na Ljubljanski univerzi ni bilo. Zato jaz te stvari pišem in pričakujem tudi pač eno... Kako pa ti tolmačiš, mislim na tvoji fakulteti, filozofski se pojavi tak plakat zdaj. Kako? Živel Stalin, zakaj? Jaz sem to videl, pač jaz tega ne Se misli, da je bilo v nekaterih medijih, Ja, seveda je bilo, ljudje to opazijo, jaz tega ne vem. Kje je tukaj jaz tega zdaj v tem trenutku ne upam. Elementarna logika, da se pojavi, recimo, takšen plakat? Zato elementarna logika, da sem napisal knjigo, kaj so to socializmi. Zato, ker elementarna logika slovenske humanistike, ne samo na moji matični ustanovi, ki sicer dolgujem vso hvaležnost, ker 33 let že tam predavam, je pač, da slavi socializem. Ampak jaz pa v knjigi pravim, da socializem, vsaj slovenski in jugoslovanski, in to ni ničesar, ker to je ena sama prevara. Filozofska fakulteta slavi socializem? Ne, mislim, humanistika, nisem tega rekel. To pa res se odprete lahko katerkoli časopis, katerkoli pač socializem je na svetli strani zgodovine. Kar ni res. Kar čisto preprosto je tudi tako, da bi rekel, mislim, ker socializem kot tak obstaja, ja, mislim, krščanski socialisti, to obstaja, ampak to je nekaj čisto drugega. To, recimo, ideja, da smo vsi ljudje bratje, da se imamo radi, da delamo en za druga, to je krščanska ideja. Socializem je to pač vzel, da uči, pa tudi ne uči več, da so vsi ljudje enaki. Uči, da so enaki samo proletarci. Pa še to, potem imamo v knjigi Orwella, že Prašičja farma, da so eni bolj enaki od drugih. Recimo, Janez Kocijančič, ta primera mi je najljubša, je bil bolj enak od ostalega delavskega razreda, čeprav je bil šef partije, ker se je z BMW-jem vozil, že v 80-ih pa 70-ih. Sej Vatovec, o katerem so se prej pogovarjali, si je v prvem mandatu, kot vodja poslanske skupine kupil 2 stanovanja, Se bo spomniš teh podatkov, Ja, pol bolj, z Vatovec ni bil čisto enak, kot vsi drugi. Ja, nepremičnine imajo rajš v SD-ju, tako da to recimo, to SD slovi po to je del potnega lista, Ja, del potnega lista. Ne vem, kakšen potni list bo imel Luka Mesec, ampak zdaj, ko se je Vatovec preselil, ne vem, kaj Luka Mesec še dela v Levici,
Mislim, se pravi, ampak to je, a veste, to je vse, zdaj se ta prevara se pred volitvami razgrinja. Ne? Jaz pa v svoji knjigi pišem, pač jaz želim, da to filozofska fakulteta, da to filozofska fakulteta tako v Mariboru kot v Ljubljani komentira to knjigo. Želim, da se sproži debata. Jaz ne trdim, bi rekel, da te debate ne bo. Želim, da pride do debate, predvsem za naše študente, za mlade ljudi. Ne? Jaz mislim na mlade ljudi, da mladi ljudje se ne pustijo, ker najhujše so tako imenovane propadle iluzije. Ne. Zaradi te iluzije o socializmu, ne, pa na eni strani mitu naroda, pa na eni strani, lažnem mitu naroda, ne. Na drugi strani lažnem mitu razreda je umrlo 50-60. Jaz se bojim, da boš naletel na zid molka tukaj, ne? Da se bo obramba. Ne more biti molka, jaz tega ne priznam. Pravilo molka ni pravilo znanstvene razprave. Jaz se zavedam, da seveda da je to ena največja nevarnost, ki čaka moja knjiga v javnem prostoru, ampak tega kot profesor, kot visokošolski učitelj ne priznam, absolutno ne priznam. Molk je nasprotje od tega, kar moramo mi početi. Zato pa, in druga recimo zadeva noter, To sem te hodil, Boštjan, zdaj, veliko se zdaj v zadnjem času ukvarjaš z NOB-jem, veliko pišeš, ne? Tukaj v tej knjigi praviš, da je NOB temelj, ne? Če sem si pravzaprav temelj večine zablod, ne? In slovenskih tragedij, ne? V 20. stoletju. Ja, to je res. Torej, NOB, to je res. Ti veliko tukaj pišeš o nekih številkah, ne? Ja. Žrtev, ne? Torej, to je res. Zdaj, če gremo... To črpaš na podlagi dokumentov, predvidevam, ne? Seveda. Ja. Torej, številke črpam na podlagi najvišja državna institucija v Sloveniji je Državni zbor. Potem je Državni svet, druga najvišja institucija. Črpam številke od kolokvija Državnega sveta, ki ga organiziral v prostorih Državnega sveta, ker je to pač najbolj zaupana, najvišja druga rangirana institucija v državi in te številke so grozljive. Mislim, zakaj si se recimo zdaj tako zapičil v zadnjem času v NOB? Zato, ker na NOB-ju, ker na lažnem mitu o NOB-ju sloni vsa, bi rekel, tranzicijska politika. Vse stranke, ki nam vladajo od leta 1945 naprej, slonijo na lažnem mitu o NOB-ju. Ta mit je popolnoma lažen v temeljnih točkah in tu se mi zdi pametno, da to razložim. Prvo vprašanje za vsako stvar, ali se neka stvar izplača, nekaj narediti. Ne? In tu imamo zdaj za Slovence. Za Slovence imamo obdobje 41-45, ali se je na slovenskem ozemlju odvila kakšna pomembna bitka, ki bi odločala o usodi, bi rekel, vsaj regionalni usodi bojišča v drugi svetovni vojni. Odgovor je ne. Ali je... Kaj to je zgodovinsko dejstvo, ali to je tvoja neka ocena ali kako? Pa to je zgodovinsko dejstvo, ki je vidno iz aviona. Odgovor je ne. Zato, ker Slovenijo so osvobodile, se pravi, 3. pa 4. ukrajinska armada, ki je potiskala iz Romunije, ne, to so bile kolosalne sile, in so se prinile do čez polovico Jugoslavije in Nemci so se sami umikali, ne, ker Nemci niso imeli nobene moči, pač se proti tej to sta dve armadi. Kaj je to armada? Dve armadi, ki se spista iz jugovzhodnega, oziroma severovzhodnega, jugovzhodnega bojišča pritisnili potem v Jugoslavijo, Beograd in to. In to so take sile, da se ti ne moreš, leta 44 se ne moreš. In to je pač nobena bitka se ni pri nas odvila. Se tudi ti ne veš imenovati, ker je ni bilo. Kjera bitka? Dražgoška. To je čisto druga zgodba, pustimo to prvi, hočem reči. In drugo. Boj na Menini. Aha, ja, res. Pojmo pa vse, to je pa svetovna zgodovina uvršča boj na Menini in izkrcanje v Normandiji. Boj na Menini se je pa pojavil pred 30 leta nazaj, ne? Smešno. Druga, zelo pomembna stvar. Ali je imelo strateške bitke ni bilo tukaj? Bitke ne. Ja. Bila pa je neka druga zadeva. Ali je imelo slovensko ozemlje strateško pomembnost v času druge svetovne vojne? To pa. In jugoslovansko ozemlje tudi. In to predvsem slovensko ozemlje pa ključno v letu 43 in 44. In kakšna je ta strateška pomembnost bila? To sta bili dve progi. Proga Dunaj-Trst in v bistvu proga Dunaj-Trst globalno in proga, ki je potem šla, se pravi Beljak,
Trbiž, Tarvizijo in potem Ponteva pa dol v Italijo. Ne. Po teh dveh progah so Nemci oskrbovali 90% vse italijanske fronte. To je pa bila, ker to je bila pa kolosalna fronta, ne, se pravi, so se zavezniki se izkrcajo na Siciliji 43 in potem prodirajo gora, ne, to je pa bila kolosalna fronta. In Nemci so te proge absolutno potrebovali. Ne. In zato sem našel dokumente in sem našel iz 4 strani, se pravi, to je popolnoma znanstveno, zato govorim, da je to znanstveno verificirano. Našel sem najprej pričevanja, se pravi, iz tako imenovane domobranske strani o tej progi, o dogovorih med Nemci in med partizani, med partizanskim vodstvom in med Nemci, da lahko delajo partizani karkoli hočejo, samo progo ne pustijo primer, če pa lahko to progo že kaj počnejo z njo, ne pa tako, da bojo oni to lahko takoj popravili. Potem sem pa našel... To je bil dogovor. Dogovor med Nemci in med partizani. V tem dogovoru pa potem sem našel, piše še Foreign Office, piše Miroslav Samardžić. Pa to je relevanten vir, recimo domobranska stran zdaj, po tvoje. Nisem končal. To je en vir. Drug vir je Foreign Office. Potem je to beograjski zgodovinopisci, ker jih je zanimala usoda Dragoljuba Mihajlovića, ki je imel on do leta 1944 pač legitimnost. Žal, slovenski partizani in ti to ne. Stališča mednarodnega prava ne. Druga stvar, ki je pa izredno pomembna, je pa ta, da v tem piše tudi en najbolj znanih svetovnih ekonomistov slovenskega rodu, žal že pokojni, Bermanov, v knjigi Bermanov dosje, Aleksandar Bajt, in isto pove tudi v intervjuju za Mladino, ki je išel leta 1999. Vse to je noter. Ne. Tretji, najpomembnejši vir je pa ta, je pa partizanska literatura. Je pa knjiga o Vojkovi brigadi. Iz leta 1968, jaz sem pogledal, dajmo pogledati. Če je to res, potem morajo biti te kozmetične zadeve, vidne v partizanski literaturi. In noter so navedene. In se vse skupaj poklopa, kako partizani. Recimo pravi, smo šli in smo demontirali tračnice. Ampak že sami napišejo, leta 1968 je šlo, že sami napišejo, smo demontirali tračnice. Ampak sami napišejo, Nemci so imeli pa inženirce in to so te tračnice nazaj takoj postavili. In potem pravi, smo šli minirati most. Most bi moral biti bistvena, recimo. Smo šli minirati most. In potem pravijo pa sami, ampak ni uspelo, ker minerji niso vzeli dovolj razstreljiva. Jaz takoj na umetno inteligenco, ChatGPT, mojega kolega Žiga Turko, ki je gradbenik, da je povedal isto, kar ChatGPT, Gemini, pa Grok, da prva stvar, ki jo minerji naredijo, kjerkoli, da zračunajo, koliko razstreljiva rabijo. Ja, to je osnova. To je prva stvar. Kajti tudi, če ti vzameš premalo razstreljiva, je to lahko usodno, ker se nekaj ne bo podrlo, se bo podrlo drugače, bo padlo nate ali karkoli. In tako to je čisti navadni blef. In drugo, recimo, Borovniški viadukt, ključen objekt na tej progi. Ključen objekt na tej progi, ki ga partizani nikoli niso, pa bi bilo idealen je, zato ker je s 3 strani je gost, z ene pa močvirje. Ne more s tankom noter, redna vojska ne more noter. Gverilci bi ga, lahko so ga šele zavezniki, potem, ko so lahko leteli sama, so ga lahko poškodovali in potem so ga uničili po vojni. In tako imam recimo forenzično dokumentirano, da je to res. Da je to res, ker imam dokaze v knjigi Vojkova brigada iz leta 1968, ki so oni napisali. Imam domobransko zgodbo, ki govori eno, in partizansko plat, in vir iz Foreign Office arhiva, se pravi, britanskega zunanjega ministrstva, in Aleksandra Bajta, ki govori isto. Da Nemci so rekli, dajte nas pustiti vi primer, samo pustite nam primer, in druga zadeva so pa seveda je sodelovanje pa potem z Italijani, tam je pa še bolj, tam je pa najhujša stvar, ki sem jo odkril. To sem pa odkril, kako je to, kar sem doslej jaz bral, kaj si ti napisal o tem, da me je kar šokiral po svoje, ne? Zato pa jaz želim, da je to predmet na filozofski fakulteti. Želim iskreno, da se recimo zgodovinarji, ki zagovarjajo drugačno stališče, opredelijo in rečejo, Turk, vi nimate prav. Ampak to je nujnost akademskega diskurza. Brez tega ni zgodovinopisanja. Jaz pravim, sem zgodovinar. Sem literarni zgodovinar. To imam pač odločbo, in to si jaz pa in v Mariboru. Mislim, tam imaš precej teh pikantnih podrobnosti, okoli sodelovanja.
To so grozljive stvari. Italijanske vojske. Ja, seveda, spet vse uprte vse uprte na neverjetne vire, ne? In sicer moram reči, da mi je največ pomagal Janez Stanovnik, kar mi je dal, ne? Zakaj, ne? Italijani so pokojni Janez Stanovnik. Bom takoj povedal, zakaj. Italijani so Nemci, torej sodelovali so, vodstvo OEF-a je sodelovalo in partije je sodelovalo z Italijani na ta način, da je denunciralo tiste v vrstah OEF-a, ki niso bili naklonjeni bodisi partiji, ali pa tudi partiji so bili naklonjeni, predvsem pa niso bili naklonjeni pobijanju Slovencev po Ljubljanski pokrajini. In potem so jih skupaj, ker so imeli pač povezavo z italijansko politično policijo, so jih denuncirala. Ne? In recimo najbolj tak, jaz sem potem spoznal recimo eno gospo, ki so očeta tako streljali. Jaz sem šele zdaj, ki je bila knjiga že v zadnjih redakcijah, jer sem rekel, pa dejte mi povedati, gospa ne morem imena, dejte mi povedati, kaj je gospod Lubej, ki je pač bil eden od teh OEF-arjev, ta glavni, kaj je rekel? Je rekel za Atija, ki on je bil njegov svak. Je rekel, Zatija je rekel, da veš, ženija, potem so ga streljali, če ga ne bi Italijani fentali, ga itak mi po vojni fentali, ker ni bil na liniji. Ne. In tako so jih pač kot talce padlo. Tako je padlo Aleš Stanovnik kot talca. Največja zgodba je brat od Janeza Stanovnika. On je napisal knjigo. Če sem te jaz pa razumel, ti hočeš reči, vse to, kar so doslej prebral, da so partizani pomagali sestavljati spiske za talce. In so se na ta način znebili nekateri pač iz svojih vrst. Dokazljivo. Motoramo v knjigi vse dokaze. Torej niso vsi talci, ki so padli, pač bili nekateri, taki, nekateri so pa bili. Recimo Aleš Stanovnik je najbolj, ker imam primer, ki ga lahko z 5-6 pričevanj neodvisnih zajamem. Predvsem je pa pomagal Janez Stanovnik nekaj brat, ki je napisal knjigo, v kateri je želel na vsak način upravičiti, da niso Aleša Stanovnika denuncirali se pravi njihovi, ne? Komunisti Italijanom. To je OEF, v bistvu. Ja. In knjiga Janez Stanovnik, predsednik Zveze borcev, znani Janez Stanovnik z Brki, knjiga Aleš Stanovnika. Predsednik predsedstva pa je. Predsednik predsedstva in tako. Sicer zelo dobrodošla figura mojih analiz. In on pravi, da zbere pričevanje, vsa pričevanja zbere. Že ko ti prebereš, vidiš 4/5 pričevanj je naklonjenih temu, da so Aleša Stanovnika denuncirali komunisti, Italijanom. 4/5. Potem pa on vse to kvalificira, ampak ti nimajo pojma, pa on je to 20 let kasneje povedal, pa tako. Tisti, ki pa govorijo za, so pa otroci Aleša Stanovnika, pa žena. Otroci so bili takrat pač v plenicah. Kar naredi Janez Stanovnik je neverjetno. On naredi, Jožeta Javorška, ki je bil pa eden od glavnih, ker on je bil krščanski socialist, Aleš Stanovnik. Jože Javoršek je bil eden glavnih krščanskih socialistov. Ključna oseba, on je odsvetoval Dolomitsko izjavo in tako naprej. Jože Javoršek napiše, in to Janez Stanovnik citira, jaz ne bi tega citira, piše, samo ena Vosovka je vedla, ker Aleš Stanovnik je vsako noč preden so ga prišli iskat, je zamenjal bivališče, ki je vedel, da ga iščejo Italijani. In Jože Javoršek napiše, samo ena Vosovka je vedela, kje je zadnjo noč. Tja so ga prišli iskat. Ampak Angela Vode, ki je bila pa tudi del te zgodbe, OEF-a, Javoršek to ve iz OEF-a, Angela Vode tudi ve iz OEF-a, pa pravi, da je zgolj plenum OEF-a, najvišje vodstvo OEF-a vedlo, kje je Aleš Stanovnik zadnjo noč spal. Zdaj pa samo povežeš, ena Vosovka je vedela, pa vodstvo OEF-a je vedlo, pa so ga Italijani prišli kejskat, ki je prvo noč tam spal, pa ti vse jasno. Sicer to recimo je teh pričevanj, sem še več navedel za Aleša Stanovnika, ker tle, mislim, ker jaz najdem nekaj, da se da 100% dokazati, potem jih je več, tudi Kocbek, tudi to je Kocbek, in recimo Kocbek je pa največji dobrotnik, največji moj dobrotnik te knjige pa je Edvard Kocbek, ker je dobrotnik v kakšnem smislu? Bom takoj povedal, ker je napisal o njem monografijo Andrej Inkret, en najbolj renomiranih slovenskih literarnih zgodovinarjev, in v tej monografiji on navaja Kocbekove izjave in mnenja iz časa pred Dolomitsko izjavo, se pravi, ko je bil Kocbek del najožjega vrha Osvobodilne fronte in partije. Tovariš Pavel.
Zakaj je to bistveno? Kaj pravi Kozbek? Bom takoj povedal, zakaj je to bistveno. Ker zdaj je teza Kučanovega tako imenovanega bi rekel, osvetljevanja prostora ali pa zgodovinopisja, da je slovenska državnost rojena iz kočevskih gozdov, da je NOB bila prva ustanovitvena etapa slovenske državnosti. Zdaj pa kaj pravi Kozbek o tem, pa pravi tole. Moram pa prebrati. Ko se je izkazalo, da v bivšem jugoslovanskem prostoru staja Slovenska osvobodilna fronta izjema, zato pa tudi manjšinski pojav je njen pomen v očeh jugoslovanske partije nujno padel, jugoslovanski komunisti so začeli pojmovati kot nekakšno stran pot, slovenski komunisti pa kot svojo krivdo in breme. V jedru jugoslovanskega prostora je namreč prevladalo tradicionalno nepolitično vstajništvo. In ker je v tem jedru delovalo prav srednje partijsko vodstvo, je prav njegovo dogajanje zadobilo značaj pravega vzorca, tako da so mu disciplinsko podlegli tudi slovenski komunisti. Zdaj pa, slovenska partija se je torej s tem, da se je obrnila zoper koalicijski značaj Osvobodilne fronte, dejansko obrnila zoper njo kot nosilko slovenske suverenosti. Točno ta stavek, citirano po Andrej Inkret, ki je bil, mislim, tudi akademik, če ne pa izredno renomiran, bi rekel, literarni zgodovinar in tako, točno ta stavek. In ta stavek vam pove, da se je slovenska partija obrnila zoper slovensko suverenost v Kočevskem rogu, v kočevskih gozdovih, prav, in to vam pove nekdo, ki je bil del tega mehanizma. Tako kot sem našel za Miha Marinka, ki je bil del mehanizma, je rekel, da Osvobodilne fronte sploh ni bilo, ker ni bilo mega v Zagrebu. Ja, tle pa ista zadeva. To pove leta 20, to ne pove Edvard Kozbek za zgodbo, ki je bila recimo 10 let kasneje. To pove za leto 42. Edvard Kozbek v istih kočevskih gozdovih. In to je recimo, in to so da je pa najbolj neposreden dokaz, da slovenska osamosvojitev je absolutno nasprotje tega NOB-ja in tega. Potem pa še ena, ki si mi rekel na začetku, Izvoli, če samo končava. Vsa ta zgodba, seveda, kaže se iz tega, kar sem zdaj povedal, že razviden, da sem v bistvu na nek način na strani teh fantov, ki so jih pobila, in te so bili večinoma, ker tudi sebe prepoznavam v tem, jaz bi najbolj tudi glavo zgubil takole, kot je Aleš Stanovnik, tako bi jaz sebe videl, zato ker se z okupacijo absolutno ne bi mogel sprijazniti. Italijani so konec koncev bombardirali Ljubljano. Če bi v Ljubljani živel, da nekdo bombardira, bi rekel, bomo vse naredili kontra. To je grozljiva tragedija. Da je padlo 3000 Nemcev, uraden podatek od Jožeta Dežmana. Uraden podatek od Jožeta Dežmana, ki ste tudi najdel Jožet Dežman je pa ena največjih avtoritet slovenske zgodovinske vede. Uradni podatek Jožeta Dežmana, ki ga boste tudi najdel, če greste na umetno inteligenco, to preveriti, 3000 nemških vojakov. 1000 italijanskih vojakov, pa 2 ducata madžarskih orožnikov. Da je padlo toliko... 24, misliš? Ne vem. Madžarski orožniki, ne vem, pustimo to gor. Hočem reči, ampak da je padlo toliko vojakov, 4000 pa še nekaj. Je moralo umreti 90 000 Slovencev. In sicer od tega... V vojnih žrtvah, med vojno. Od tega 29 500 po podatkih državnega sveta, druge najbolj meritorne institucije v državi po ustavi. Pa nekdo reče, državni svet ni meritorna institucija. 90 000 Slovencev, od tega 29 000 Slovencev v partizanih. In to so mladi fantje, to mi je Jožet Dežman tudi povedal. Delež žrtev v slovenskih partizanih je grozljiv, je ena. En fant star 19-20 let, je šel v partizane, eden je prišel nazaj, eden je tam stal. Taka razmere so bila samo v bitki pri Stalingradu. 50% vojske padlo. To se pravi. In potem, seveda, zraven pa potem še domobranska stran, potem pa povojni poboji. Kako razlagaš ti tako število ubitih partizanov? To razlagam s tem, da je padlo... S tem razlagam isto, zato, da žrtve morajo biti. Razlagam s tem, mislim, seveda, moje temeljno je isto, kot je stališče mislim, to se jih pošilja, v Jujiše, v
To je bilo prvič, ni bila redna vojska, to je bila prva zadeva, če nimaš te redne vojske, je število žrtev grozljivo, ne. Drugič, ta vojska ni bila legitimna, ne. Te recimo, ko so Italijani so imeli pravico streljati talce, ne, in to je vodstvo partije vedelo, po mednarodnem pravu so imeli to pravico. Notor imate tudi študije Dietra Blumenwica, enega najbolj eminentnih, že pokojni nemških pravnikov, ne, ki govorijo čist jasno, ne, ki govorijo o tem, da pač mednarodno pravno legitimno partizani niso bili legitimni. Zbor Avnoja je... Hočeš reči, da zaradi partizanov so imeli Italijani pravico streljati talce, lahko? Da, zato ker je bil terorizem. Da, in ne pa, to je, absolutno ne strinjam z Italijani, ampak hočem reči, komunisti so to vedeli. Oni so vedeli, da če bojo ustreljali Ehrlicha, če bojo ustreljali tega, če bojo unga, da bojo Italijani streljali talce. Zato pa ta zgodba, najbolj grozljiva zgodba, je pa zgodba od Angele Vode. Angela Vode začne zbirati podpise zoper streljanje talcev med vojno. Ena najbolj čistih oseb. Ona bi mogla imeti trg, srednji trg v Ljubljani bi se mogel ponesti. Ona je bila res za partijo, s srcem. In začne zbirati podpise in zbere ogromno podpisov zoper streljanje talcev, ki jih bojo poslali Mussoliniju. Ne? Dokler ne zve tega Kidriča, ne? Ona vse to popisuje. Ne? In najbolj grozljiv je pa njen stavek, ne? Ki ga imam dvakrat ponovljenega. Kidrič potem reče, dajte podpise, mi bomo to že vse uredili, ne rabimo teh podpisov, kako ne rabite podpisov, streljajo talce. Ne, dajte nam in potem pošljajo pač partizanske aktivistke, poberejo te podpise, ti podpisi seveda zginejo, nikoli ne prijo do Mussolinija in Angela Vode pravi, oni so talce potrebovali. Kidrič in ti. In tako so potrebovali tudi žrtve. Žrtve morajo biti, ni bilo vsem. Temeljni, recimo, to imam tudi preko seveda... Talce so potrebovali pa kaj, zaradi motivacije ljudi? Ne, talce so potrebovali zato, da so pač, sem noto napisan, zato, da so pač se očistili v OF-u tistih, ki niso bili, bi rekel, naklonjeni revoluciji in zato, ker vsaka revolucija, to je Leninova teza, ne, da vsaka vojna more prinesti državljansko vojno, revolucijo se je treba izvesti v razmerah čim največ nasilja. Da so ljudi zastrašili in to. V partizanih pa seveda so pač ljudje padali zato, ker enostavno ni bilo nobene, ne, ampak kdo je padal? Se teh, ki so padali v partizanih, ni bilo škoda, ne, zato, ker recimo jaz sem to natančno... Mislim, kako to misliš, teh, ki so padli v partizanih, ni bilo škoda? Ja, zato, ker večina partizanov sploh ni bila partijcev. Ja, hočeš reči, da se je vodstvo pač partije zdelo povsem... Samo na en odgovor, seveda, zato, ker jih ni bilo jih škoda, zato, ker niso bili v partiji. Zato je bila ta strategija vojne, je bila čisto popolnoma nora. Vitomil Zupan jo podpisuje, ne? Ko recimo sem vzel bitko pri Ilovi gori, ki je bila najbolj krvava, noben ne ve za to, ne? Ampak tam je padla 2/3 borcev je padla, čist za nič. 2/3 mladih fantov. Ne? In ne mi reči, če se partizanstvo... Kaj pa je bilo tam v tej Ilovi gori? Neki so jurišali, pa neki so tekli. Nič. Ilova gora, to je tle. Ilova gora, so natančno vse našli. Že v vojaškem smislu popolnoma nepomembno zadeva. Ne, se je bilo vse v vojaškem smislu popolnoma nepomembno. Ne? Ampak v partizanstvu, jedro partizanov so bili v bistvu krščanski, katoliški fantje, zato ker drugače niso mogli biti, ker Slovenija je bila 97% je bila katoliška in to so same popolne laži, da je bilo jedro NOB-ja, da je bilo partijsko. To ni res. Partija je bila samo na vrh, od njih ni nihče padel. Razen Franca Rozmana Staneta, ki pa so ga baje fentali sami, drugače nihče. Ne na jugoslovanskem nivoju, ne na slovenskem. Vsi so lepo preživeli. Ne? Ampak nastradali so pa borci. Zato, ker je bil ta princip novega razreda, je bil že takrat, da so gospodje tovariši. Takrat se to v hosti se to oblikuje, gospodje tovariši. Ne? In recimo teh bitk, ki so popolnoma nore, recimo Vojkova brigada, ki jo uporabljam, ima, če boste šli, mislim, da je v Solkanu, a v knjigi ima vse napisan, ima spomenik. Spomenik ni majhen. Zakaj ni majhen? Je velika plošča, je velik kamen. Zakaj je velik kamen? Ker so mogli na njega vklesati 900 imen. 900 imen. Pa sem prepričan, da ti za Vojkovo brigado zdaj prvič slišiš po nekaj časa. Sem že slišal. 900 imen. Ne poznam te detajle, ampak sem pa slišal. 900 imen mladih fantov so morali gor ugravirati.
Pa to je samo eden od teh spomenikov. Ne. In to ne mi reči, da ne, mislim, vsaka... Kako pa to, da šele zdaj prihajajo te številke tako? Ja, pa, mislim, prihajajo na dan. Ja, zato, ker jih nihče ni znal sintetizirati tako, kot sem jih sintetiziral jaz, ali si jih pa ni upal. Sej so, ne? Samo zato pa si jaz želim, da je ta knjiga deležna akademske debate. A ne? Ker vse skupaj se je začel pa z alianso internacionalnega in nacionalnega socializma. Pakt Hitler-Stalin. A ne? Brez njega sploh ne bi bilo druge svetovne vojne, ker Nemci ne bi nikoli upali Poljske napast sami, če ne bi imeli pokritega vzhodnega krila. In to je treba pač preprosto, je te stvari treba povedati tako, kot so. Zato pa jaz želim, da pride tudi do ene debate. Ne. Mislim, vse to, kar sem napisal, je utemeljeno na dejstvih, ne, in napisano z nekega, ne, potem imate recimo nekaj, kar me je blazno presenetilo, ne, ko brat oziroma oče, Tone Ferenc, stari Ferenc, pravi, kako so, piše knjigo o grozodejstvih italijanske vojne, ne, vojske, ne, v Sloveniji, ne, in v knjigi najdete tole, ne. Se pravi, to je pa poročilo, evo, to je to. In sicer, to pa je zapisnik okrožnega odbora Osvobodilne fronte Idrije z dne 15. junija 1944, ki osvetljuje razmere po nemškem zelo delu strunitvi Najsvetejšega na Šebreljski planoti. In sicer, ko je okrožni komitej KPS Idrija izvedel za dogajanje, tja 10. junija poslal Franca Medveda Groga in Lipeta Merviča, da preiščeta razmere. In sicer, potem pa poročilo. In sicer, okrožnega komiteja KPS Idrija, leta 1944, pravita. V Jagrščah so Nemci udrli v cerkev in tabernakel, raztresli hostije po cerkvi v tabernakel, pa dali brošure 200 vprašanj. Puščico v cerkvi so pa oropali. Hostije je prišel pobrat dr. Rejc iz Šebrelj, ki je hotel ta zločin pred ljudstvom kar zakriti. V Šebreljah so prinesli okupatorski banditi v cerkev slamo in jo zažgali. Mladi župnik iz Šebrelj, Slavko Podobnik, je bil od okupatorjevih banditov pretepen in nato odpeljan v Idrijo, kjer je sedaj na svobodi. Rešil ga je idrijski kaplan Brglez. Tako, sklep. Župnika bomo poskušali pridobiti za pismeno izjavo, kaj je videl v Jagrčah in Šebreljah. Na lice mesta se takoj odpošljata 2 člana okrožja zaradi ugotovitve dejanskega stanja, in katera dobita tudi nalog, da obiščite starega župnika Ivana Rejca. Kaj to pove? Ja. Mislim, to je pač nekaj, kar danes mi ne razumemo najbolj, se pravi, to je oskrunitev Najsvetejšega, hostije, in da se ukvarjajo, bi rekel, da se ukvarjajo partizani KPS Idrija, se ukvarjajo zakaj? Zato, ker je bilo to običaje ljudi, ki so tam živeli in ki so se borili, ki so delali, ki so bili krščanski ljudje, in se to zdelo njim popolnoma normalno. In Župančič, recimo, ne, ki pravi, da je bil njegova pesniška zbirka Čez plana, ne, ki pravi, da je bila partijska komunistična šla leta 1945. Ne. Notar imate pa tudi Zimzelen pod snegom, ja, Zimzelen pod snegom, to je Zimzelen pod snegom, tle notar imam, ne. Imate, pišem, z velikim številom pesniških prispodob, ki jih je navdihnilo krščanstvo. Kadilo, duh, človekov zmagajoči Bog razodeti v stvarstvu, molitev Bogu zoper Turke, 3 modri kralji, no, sva že pri Vatovcu in tako naprej. Leta 1945. Še leta 1945. A potem so in Župančič, tukaj je tudi Triglav, prav za Župančiča, v Zari se Triglav, moštranca zlata dvigne na visoko nad rame in teme naše dežele, v molitvi nemi sklonim se globoko. Ne? To je leta 1945. Ne? In potem so pa to seveda vse zbrisali, vse ščistili in inštalirali te mite, ki so popolnoma lažni. Vse to so pa počeli, to je pa najhujše, zato da so bili in prišli na oblast. Prišla sva na konec, Boštjan, a ti zdaj računaš, da boš kakšen mit, ne? Pa kakšno zablodo, zdaj izrušil s tole knjigo ali kako? Seveda, knjiga, najprej moram povedati, kako ljudje dobijo, če smem, ne? In na moji spletni strani sem Boštjan Marko Turk, se pravi Boštjan vezaj Marko vezaj turk.si, sicer pa po mailu, malo kompliciran, ilirikus1, se pa piše ILLY ricus1@gmail.com. Vsak, ki bo želel knjigo kupiti, bo itak to našel, ja. Ja, bo našel, ne. Ja. Tako, ja, jaz najmanj, kar bi si želel molk, ne. Ampak pač
To je zdaj, ampak to je samo en, potem imate noter masonik in kako je nastala Jugoslavija, potem kdo je bil dejansko Josip Broz Tito in tako naprej. Potem imate pa seveda en odgovor, ki ga moram dati, knjiga je absolutno pozitivna, ne? Zato ker tem internacionalnim in nacionalnim socializmom jedrno nasprotje je pa država, nacionalna, domoljubje, Prešernova zdravljica, ki bi morala biti evropska himna. Ne? Živena si narodi, ki krepeni dočaka dan, katerokoli kitico že vzamemo, ne, bi morala biti in naša slovenska država. Ne. In ta vera v našo slovensko državo, v to, da smo naredili, v enem letu se je slovenski narod odločil od plebiscita, da imamo državo, do priznanja je minilo 1 leto. Januar 92 smo bili priznani, konec decembra 90 smo imeli plebiscit. 1 leto, kakšna moč! In naredili smo pa popolnoma pravilno stvar. Ne? In to domoljubje noter, imam tudi Borisa Pahorja, Jožeta Pušnika, se pravi to vero v slovenstvo, vero v pravilnost naše odločitve in v pravilnost in v smisel obstoja Slovencev v Evropi. To je pa pozitivno sporočilo, ki prevladuje v knjigi. Ampak zanimive elemente imaš v knjigi, ne? Pač postosedaji, ne? Dvojni socializem, ne? Ja. Ugotavljaš, mislim, pač ukvarjaš se s tem, ali je Tito bil res Tito. Ne? Ja, vse to gre vse skupaj. Ne? Te nenavadne, doslej neznane, ne? Številke umrlih v NOB-ju. Je državni svet, mislim, ne smejo biti znane. Kako imaš skombinirano knjigo skupaj? Ne? Ja, mislim, seveda, zato, ker rdeča nit je Slovenci v 20. stoletju največja nesreča socializem, internacionalni nacionalni socializem. Nacionalni socializem seveda primorski Slovenci pod Mussolinijem. Ne? In druga stvar, seveda največja nesreča se začne, ne, že z premikom, ko pridemo iz zahodnega dela Rimskega cesarstva na vzhod, v Jugoslavijo. Jugoslavija je naša največja nesreča, ne? Ker to je prostor, v katerem, kjer ni nič združljivo, ker se je tudi potem pokazalo ob razpadu Jugoslavije. Ne? In seveda, da Jugoslavijo so zasnovali francoski masoni. Iz čist logične zgodbe, ker sta bila neko ime, ki je ključno za zgodovino Slovencev, pa ga meni ne ve, general Penje, ki je bil šef velike lože francoskih masonov. Ne? No, tega pa res še ne ve. Ja? Ne, on je bil skupaj z kraljem Petrom Karađorđevićem, sta bila vojaka v Akademiji Saint-Cyr in sta se povezala tako, ne? Kot so se borila v pruski vojni, v pruski vojski, se pravi v 70-ih letih. Ne? In da je on mladenič, general je bil pa že starejši, ne? In ga je vzljubil tega človeka. Ne? In je potem seveda so začeli gruntati, kako bi naredili Jugoslavijo. In so izredno širokogrudno ponudili Slovencem meje po prvi svetovni vojni, Furlanija, Julijska krajina, celotna Koroška in tako naprej. Ne? Izredno velikodušno, ne zaradi Slovencov, ampak je bila to država Karađorđevićev, tega Petra, in sem našel dokumente, ki to neizpodbitno dokazujejo. Našel sem jih v Ameriki, zato ker me ta zadeva zanimala, ne, kako je to nastala Jugoslavija. In potem se je ta prva Jugoslavija se je izrodila v nek predpeku, Olimp druge, ne, ker je bila tudi že diktatura. Ne. In predvsem je bila pa Slovencem, absolutno Slovenci smo zadihali šele, ker smo išli iz 20. stoletja ven, to smo pa išli leta 91 svojo lastno državo. Takrat smo se postavili nazaj na novo. Nekaj detajlov bo še pustila bralcem knjige. Ja, seveda. Če imaš kakšen še napotek, povej, potem zaključimo vse. Da če hočejo razumeti, kaj smo Slovenci danes in kako z nami manipulirajo, kakšna je naša zgodovina, ne kupijo to knjigo. Zamolčana stran, ne? Zamolčana stran, da. Boštjan, hvala, da si prišel knjigo predstaviti. Hvala tebi za povabilo. Pa naslednjič se spet vidimo, ko boš tukaj običajni komentator. Hvala lepa. Daj, gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja ura resnica. Vidimo se znova v petek, ko bomo komentirali aktualna politična dogajanja. Do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.